glede na to, da pa ni bilo razširjeno še po celi Sloveniji, smo ustanavljali v vseh krajih ženske odbore. In sicer zato, ker je bilo zelo veliko pripadnikov med ženskami, ki so vedele, da je pravzaprav Janez Janša tisti, ki je največ naredil za samostojno Slovenijo in dejansko mi moramo ga podpreti. Aktivnosti so se okrepile, ko je postala predsednica ženskega odbora evropska poslanka dr. Romana Jordan, ki je ženske spodbujala, da so bolj aktivne v stranki in politiki. Organizirala je javne tribune, pogovore in okrogle mize. Ena izmed tem, ki smo jih takrat obravnavali, je bila tudi demografska politika. V času njenega predsedovanja je organizirala tudi srečanja in povezovala ženske v organizaciji Skupne evropske ljudske stranke. V letu 2009 je predsedovanje ženskega odbora Slovenske demokratske stranke prevzela poslanka Državnega zbora Alenka Jeraj, ki je nadaljevala že začeto delo in ga tudi dograjevala. V občinskih in medobčinskih odborih smo se združile podobno misleče ženske, ki se zavedamo, da politika pomembno kreira naše vsakdanje življenje in vpliva na razvoj moje, tvoje, naše Slovenije. S svojimi aktivnostmi želimo doseči politično uravnoteženost odločitev. Kot ženske in matere imamo vedno pred očmi blaginjo in dobrobit naših otrok, bližnjih in prijateljev. Še posebej sedaj v teh časih, ko se skupaj borimo za zdravje in dobro Slovenk in Slovencev. Naša skrb je usmerjena v aktivno družinsko politiko, saj je tradicionalna družina osnovna celica naše družbe, je sedanjost in naša prihodnost. Družinski dan je mešanica resnega in zabavnega, najprej molitev, potem pa veselje, šport, glasba in spoznavanje naše prelepe domovine. Za Slovenijo polno zadovoljnih družin. Naredile smo veliko sliko in pokazale, kako deluje ekipa sposobnih in zagnanih žensk. Veliko se pogovarjamo in načrtujemo. Iz tega so nastale mnoge dobre zgodbe in projekti. Ponosne smo na svoje delo. Sodelovali smo v volilnih kampanjah. Organizirali smo stojnice ob arbitražnem sporazumu, družinskem zakoniku, drugem tiru, ob zaprtju trgovin ob nedeljah. Obeležili smo Svetovni dan zdravja, Svetovni dan družine in Svetovni dan boja proti raku dojk. S posvetom Ukrepajmo odločneje proti nasilju nad ženskami smo naslovili pereč problem. Osvetlile smo ga iz različnih zornih kotov. Nagovorile so nas sodnica, upraviteljica varne hiše ter ženske, ki so nasilje doživljale. Leta 2008 je bil sprejet zakon o preprečevanju nasilja v družini. Na gradu Reichenburg smo se spomnile žensk žrtev komunističnega režima. Spomnile smo se otrok, ki so trpeli v ormoškem gradu, ormoški Petriček, in mnogi so zaradi lakote umrli. Na pokopališču, kjer počivajo, smo jim prižgale svečko. Osvetlile smo tragično zgodbo Elze Premšakove, ki so jo komunisti mučili in usmrtili. Vsako leto se udeležimo spominske slovesnosti v Ferdringu na Kočevskem, kjer je bilo komunistično delovno taborišče za ženske. Začele smo s projektom Plamen za zamolčane, ko obiskujemo prikrita grobišča in pred praznikom vseh svetih prižgemo svečke. Danes poteka ta isti projekt po vsej Sloveniji pod naslovom Spominjamo se. Premalo vemo o pomembnih Slovenkah. Spoznavali smo jih v okviru projekta Slovenija, dežela velikih žensk. Pobrskali smo po arhivih in odkrile velike Slovenke, ki so orale ledino in omogočile, da smo danes mnoge na odgovornih položajih v družbi. V prav vsakem kraju se je našla kakšna posebna, samosvoja, aktivna in napredna ženska.
Delovale so v ženskih društvih in se borile za boljše pogoje žensk, za pomoč ženski v bolnišnicah, svetovale, kako ravnati v gospodinjstvu, pri vzgoji, v zdravstvu in v skrbi za družino. Po pridobitvi volilne pravice so se vključevale tudi v politično dogajanje in spremljale odločitve ter želele pri njih sodelovati. Maja 2017 smo šle po poteh beguncev po drugi svetovni vojni na Koroškem. Obiskale smo tudi naše rojake v Argentini. Nepozabno je bilo srečanje z argentinskimi Slovenci, Slovenci z veliko začetnico. Smo članice pomladne stranke SDS, zato so tudi naši izleti v neznano, kot jih imenujemo, v pomladnem mesecu, marcu, združimo dan žena in materinski dan ter se odpravimo neznano novim dogodivščinam naproti. Obiskujemo ženske odbore SDS po Dravski regiji in to že vse od leta 2008. Tako smo do sedaj v 11 letih vsako leto v mesecu marcu obiskali naše članice ženskega odbora SDS v Kungoti, Oplotnici, Makolah, Šentilju, Staršah, Slovenski Bistrici, Rače Fram, Pesnica, Hoče Slivnica, Selnica ob Dravi ter v Poljčanah. 12. izlet neznano marca 2020 pa je bil tudi že do potankosti organiziran, a žal je vmes posegla korona pandemija in smo ga morali zaradi virusa preložiti na kasnejši, bolj ustrezni termin. Namen naših izletov je druženje z istomislečimi članicami v Podravski regiji ter obeleženje dneva žena in materinskega dneva v mesecu marcu. Prav tako si ogledamo znamenitosti v določeni občini v kraju, ker poteka naš izlet. Vedno pa pričnemo naš izlet z sveto mašo za domovino. Naj bo blagoslovljena naša mlada država Slovenija. Nepozabna so srečanja članov in simpatizerjev v Bovcu, kjer si ob prelepi Soči vzamemo nekaj dni tudi zase. Vsako leto organiziramo predavanja, pohode, včasih tudi kaj adrenalinskega. Imamo še veliko idej in načrtov. Aktivne bomo tudi jutri. Za naše družine, za vse nas, za našo Slovenijo.